Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni ob spremljanju današnje oddaje Župan z vami. Tudi tokrat nismo v našem studiu VTV vaše televizije Velenje, ampak v občini Šoštanj, ki v mesecu septembru praznuje svoj občinski praznik. Že zdaj vsem občankam in občanom seveda iskrene čestitke. V naši družbi pa župan občine Šoštanj, gospod Boris Goličnik. Dober dan in lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, prijazen pozdrav v lepi občini Šoštanj. Danes je premierno na sporedu prva oddaja z vami, odkar ste župan občine Šoštanj tukaj na terenu. Zakaj ste izbrali ravno ta prostor? Ja, naše čudovito jezero. Jaz mislim, da je to res izjemen lep ambient in pa seveda tudi v prihodnje vidimo to izjemen turistično-rekreacijski potencial, ki ga bomo razvijali. Nenazadnje smo pa Šoštanjčanke in Šoštanjčani tudi zelo ponosni na to Šoštanjsko jezero in se tukaj počutimo zelo domače. Tukaj se nahaja tudi ribiški dom, kjer se združujejo tako vaši domačini kot tudi turisti, ki pridejo od drugod. Tako je, radi prihajajo, radi smo tukaj domačini, radi prihajajo od drugod. In tudi sem prepričan, da v prihodnje, ko bomo razvijali ta naš biser, ta naš turistično-rekreacijski potencial, se bomo tukaj še veliko družili, veliko se bo dogajalo in verjamem, da bojo prihajali ljudje z veseljem vsepovsod. Kaj vas je danes najbolj presenetilo, ko ste prišli sem na snemanje oddaje? Živali imate zelo radi in videli ste kaj? Ja, drži, tukaj za nama so labodi, lepa labodja družina. Družina v družbi je pomembna, pa ni važno, ali smo to ljudje ali so to živali. In ja, čudovit ambient je tukaj. No? In tudi ti labodi, ki jih je veliko tukaj, dajejo temu prostoru en tak prijazen in topel občutek. V današnji oddaji Župan z vami bomo gledalke in gledalci najprej spoznali Borisa Goličnika. To je nov župan, mlad, srčen, z ambicioznimi načrti in tudi z dobro ekipo. Pa vas bom najprej vprašala, gospod župan, zakaj ste se odločili, da kandidirate za župana? Kdo je pravzaprav Boris Goličnik? Pravzaprav edino iz tega vidika, da lahko tudi kot župan veliko dobrega in lepega naredim za našo skupnost. To, kar počnem že celo svoje življenje. Vsi tisti, ki me poznajo, poznate, veste, da nekako sem vpet lokalno okolje, predvsem z vidika sistema zaščite in reševanja, pa tudi druge raznorazna društva, organizacije. Ne vem, ves čas sem nekako se čutim pripadnika tej skupnosti in si želim tudi po tej poti veliko narediti dobrega in sem prepričan, da bomo seveda vsi skupaj. Nenazadnje je vsem en in isti cilj, da naredimo vse, kar je v naši moči, zato da se naš prostor razvija, da je napreden, predvsem pa tudi, da je prijazen vsem nam, ki tukaj radi živimo, pa tudi vsem tistim, ki k nam tudi čedalje raje prihajajo. Koliko let ste že vpeti v lokalno politiko? Ja, to je moj četrti mandat, se pravi 3 mandate svojo listo, neodvisno listo Borisa Goličnika. Zdaj ta mandat, en mandat prej sem že vmes tudi kandidiral za župana, je bila zelo pozitivna izkušnja. Mogoče sem bil še malo premlad, pa kakorkoli. Zdaj seveda ta mandat pač je bila moja kandidatura uspešna. Prepričan sem, da so ljudje prepoznali moj iskren namen celotne moje ekipe in to, kar smo počeli zdaj 3 mandate za skupnost, je bilo nekako nagrajeno. In čutim to, da je bilo nagrajeno in seveda čutim tudi odgovornost, da upravičim zaupanje do naših občank in občanov in se tudi absolutno trudim v tej smeri. Nekako vam je uspelo zbrati ob sebi tudi mlade ljudi. Drži, ponosen sem na svojo ekipo. Nenazadnje se je že v kampanji naši čutila neka pozitivna energija, neka iskrena želja in namen po tem, da skupaj delamo dobro. Z vsemi somišljeniki in pa seveda tudi z vsemi ostalimi. Nikogar ne podcenjujem, želim, da vsi skupaj sodelujemo, da se pogovarjamo, da nekako iščemo rešitve in kot skupnost, če smo povezani, če sodelujemo, lahko ogromno dobrega skupaj naredimo. Župan občine Šoštanj Boris Goličnik ima človeške vrednote in na te vrednote je lahko upravičeno ponosen, predvsem na svoje starše. Drži, zelo sem ponosen. Nenazadnje so mi bile vrednote, ki jih živim, položene moje zibelko življenja. Hvaležen sem staršem, mami, očetu
imam tudi dva brata, nekako izhajamo iz Kornega pri Šoštanju. Leta 80 smo se preselili v samo mesto Šoštanj. Nekako sem bil vzgojen tudi ob vseh teh vrednotah in seveda si tudi sam želim in prizadevam, da to širim v skupnost in pa seveda tudi na moje drage otroke. Kakšne vrednote so vam dali vaši starši? Kar nekaj teh vrednot je, predvsem pa skromnost, poštenje, delavnost in seveda tudi sočutje do sočloveka in pa to zavedanje, da smo vsi v tem prostoru enako pomembni, da ni nihče več vreden kogarkoli in pa seveda, da moramo drugemu pomagati in delati drug za drugega. Celo življenje nekako živim za to, sem na to ponosen in iskreno sem vesel. Nenazadnje je to tudi pravi dar, da si rojen v taki skupnosti, da so ti privzgojili vse to in pa seveda, da lahko tudi to nadaljuješ in pa širiš v družbo in pa seveda tudi na svoje otroke. Veliko pozornosti dajete tudi upokojencem, o tem malo kasneje. Mamo še imate živo, ne? Jo zelo cenite, za očeta pa vedno rečete, da je en vaš angel varuh z neba. Ja, drži, mama je živa. Res jo imam rad in pa seveda žal pa dobre 2 leti nazaj je oče preminil. Tudi zmago na volitvah sem posvetil njemu, on bi bil absolutno najbolj ponosen na mene. Sem pa prepričan, da me na vseh poteh spremlja, gleda, tudi varuje in nenazadnje vzgoja, ki sta mi dala starše, je tudi moja usmeritev za to, kar počnem v življenju in sem, kot sem rekel, na to ponosen. Seveda pa kot ste omenili upokojence, izredno gojim spoštljiv odnos do vseh upokojencev, starejših. Nenazadnje se moramo vsi skupaj zavedati, da so nam oni omogočili to, da lahko zdaj živimo, delamo, ustvarjamo. Moramo jih spoštovati, zaslužijo si to. In pa seveda moramo delati vse v tej smeri, da bojo tudi tisti, ki prihajajo za nam, podobno razmišljali, enako razmišljali in tudi oni spoštovali vso to delo, ki ga pa mi zdaj trenutno opravljamo. Bova spregovorila še nekaj besed tudi o vaši družini. Imate partnerko, 2 čudoviti hčerki. Kako je biti v taki družini, kjer prevladujejo ženske? Lepo je biti, res sem ponosen na mojo družino, na mojo drago Janjo. Ona zdaj, jaz sem zelo obremenjen in prevzema tisto glavno vlogo vzgoje doma, skrb za hčerki Julijo in Zalo, tako da sem jim zelo hvaležen. Vendarle pa je bila odločitev o moji kandidaturi skupna odločitev in seveda to pomeni tudi določeno prilagajanje in jaz mislim, da smo dokaj uspešni. Sem pa, kot sem rekel, zelo ponosen na njih. Jaz vedno pravim, moje 3 punce, res jih imam rad, so moja motivacija, spodbuda, moj smisel življenja in vse, kar počnem za njih. Velikokrat vas tudi spremljajo na dogodkih. Ja, drži. Velikokrat lepše je na dogodkih, če so zraven. Je pa res, da je Zala je še majhna, mora biti določeno varstvo. Tako da je mogoče težko včasih usklajevati. Bi si želel, da bi bili na vseh dogodkih zraven, vendarle pa tudi po drugi strani jih pa tudi ne želimo obremenjevati z vsemi temi dogodki. Ampak, ko smo skupaj, se imamo lepo. Ko ste se odločili, da kandidirate za župana občine Šoštanj, ste nekako vedeli, kaj vas čaka. Rekli ste, pogovorili ste se s svojo Janjo, tudi z mamo, z najožjimi družinskimi člani. Pa zdaj, če nekako ocenite delo do tega trenutka, je tisto, kar ste pričakovali, je to naporno, odgovorno delo? Ja, absolutno je naporno, je tudi odgovorno, tega sem se zavedal, ko sem kandidiral. Področje je široko, obsežno, je pa dejstvo, da sem tudi sam takšen, da želim izzive, da želim napredek, da se trudim. Mogoče včasih tudi preveč, ampak kljub vsemu tak sem, celo življenje sem tak, sem tudi izjemno delaven, energije ne zmanjka in pa seveda ob rednem delu potem pa še včasih presenetijo kakšne nesreče, vse to, kar je povezano, ampak kljub vsemu, jaz se res trudim, živim za to družbo, živim za to našo lepo občino Šoštanj, skupaj s somišljeniki, z ekipo, sodelavcem in sodelavkam. Tako da
sem zadovoljen in pa tudi lepo je, ko se vidi napredek, ko se vidi neka pozitivna energija, ko se vidi, da Šoštanj živi, da vsi skupaj dihamo v eno za to, da bi nam vsem skupaj bilo v tem prostoru čim lepše. Je veliko neprespanih noči, povejte iskreno? Pa ja, bom rekel, no, več, ko jih je bilo prej. Ja, veliko razmišlja človek o raznih zadevah. Kot sem rekel, področje dela je široko, odgovornost je velika, izzivov je ogromno in seveda, če je človek ambiciozen, potem si želi čim hitrejšega napredka in pa razmišljaš, kako bi na katerem področju kaj pohiteli, kako bi prej naredili, kaj je potrebno še narediti. Seveda, veliko tega razmišljanja, ja, tudi neprespane noči so, ampak kljub vsemu je veliko pozitivne energije in vse se da. Zdaj, če bi rekli, ste še vedno gasilec na prvem mestu, človek z veliko začetnico. Ja, drži, gasilstvo imamo krvi in še vedno ostajam operativni gasilec. To bo vedno in še vedno se v prostorih našega gasilskega društva najbolj domače in najlepše počutim. Zdaj, kot župan občine Šoštanj ste prinesli neko svežino, nov veter. Pa vseeno, kakšna popotnica od bivšega župana, nekdanjega župana občine Šoštanj, gospoda Darka Meniha? Ja, odkrito zelo spoštujem Darka Meniha, nenazadnje 16 let je vodil našo občino, veliko smo sodelovali v preteklosti, veliko dobrega smo skupaj naredili, tako da popotnica je lepa, je bil zgled nekega dobrega, umirjenega vodja in seveda to pot nadaljujem, se trudim in sem tudi ponosen. Kakšna je zdaj sestava občinskega sveta občine Šoštanj? Moram reči, da je sestava zelo konstruktivna, nenazadnje, no lahko rečem tudi, da sem nenazadnje ponosen, da smo dobili tudi tako število mandatov. Naša lista, se pravi, imamo skoraj polovico občinskega sveta, seveda pa tudi ostali, s katerimi zelo dobro sodelujemo in občinski svet je izjemno delaven, konstruktiven, vse nekako peljemo dogovorno in nekako smo pokazali, da se lahko na lokalnem nivoju poenotimo, uskladimo v marsikateri zadevi. Seveda, če pa nismo pri katerih zadevah enotnega mišljenja, se potem tudi pogovorimo in najdemo skupne rešitve. Imate redne mesečne seje? Tako, imamo redne mesečne seje, to se je malo spremenilo, več seje, več se pogovarjamo. Tudi kot župan svetnice in svetnike sproti seznanjam s tistimi določenimi aktivnostmi, najbolj pomembnimi aktivnostmi, kar se mi zdi, da je prav. Seveda sem pa tudi zadovoljen, ker svetnice in svetniki aktivno sodelujejo, ker so nekako se zavedajo, da so dobili mandat od ljudi za to, da delajo za ljudi in vsi skupaj zelo dobro sodelujemo. V današnji oddaji Župan z vami bomo gledalke in gledalci spoznali tudi večje investicije, dogajanje od minulega občinskega praznika do letošnjega oziroma od takrat, ko ste vi prevzeli funkcijo župana. Kaj bi rekli, kakšna je občina Šoštanj, če jo vi opišete kot župan in kot človek Boris Goličnik? Pa lahko rečem samo lepa, čudovita. Meni pri srcu živim za to našo občino in mogoče težko povedati z besedami, ampak kljub vsemu rad sem tukaj, rad delam za ta naš kraj, za te ljudi in kot vedno poudarim, lepa občina Šoštanj. Koliko imate krajevnih skupnosti. Ena izmed vaših nalog je tudi, da zelo dobro sodelujete z krajevnimi skupnostmi. Jih tudi velikokrat obiščete, povabite predsednike na sestanke. Tako, res je, imamo 9 krajevnih skupnosti, ki zelo lepo skrbijo za ožje dele naše lokalne skupnosti in so vsi aktivni. Sem tudi na to ponosen in sem jim hvaležen. Res so vsi sestavi zelo aktivni, sodelujemo, se pogovarjamo, poslušamo, kot župan poslušam njihove potrebe, interese, nekako programsko se usklajujemo načrtno in ja, skupaj delamo veliko dobrega in bomo tudi prihodnje naredili veliko dobrega, ne samo za samo mesto, ampak za celotno našo občino. Omeniva še tudi vašega podžupana. Ja, Boris Lambizer, moj podžupan, zelo sem vesel, da je pristal na to. Z njim sodelujeva že
od nekdaj, tudi po gasilski liniji in seveda tudi, ko sem se odločil, da stopim tudi v svet občinske politike, sva bila midva skupaj, od začetka sva v občinskem svetu, tako da poznava zadeve in sem vesel. No. Moram pa posebej se zahvaliti, zdaj trenutno vodi on v tem času popis škode, vse, kar je povezano s to nesrečo, ki nas je vse skupaj doletela, veliko delo opravlja in pa tudi pri drugih nalogah mi pomaga. Je tudi človek, ki živi podobne vrednote kot jaz in sem na to zelo ponosen. In še ena zanimiva zgodba je pri tem, ne? Boris bi moral začeti uživati tretje življenjsko obdobje, ne? Ampak ni bilo časa. Drži, ja. Malo po tistem, ko je sprejel funkcijo, je tudi se upokojil. Glede na to, da je nepoklicni župan, opravlja to funkcijo kot poklicen, vsak dan je na občini, kot bi hodil v službo in je res predan tudi svojemu delu in sem mu kot župan tudi za to zelo hvaležen. Takrat, ko nastopi funkcijo nov župan, se velikokrat ljudje, ki so zaposleni, ustrašijo, kaj pa bo zdaj na občini, ne? Kakšnih drastičnih sprememb pri vas v Šoštanju ni bilo? Ne, mi smo se lepo pogovorili, zaposleni vejo, kaj pričakujem, saj nisem jaz s tem namenom za to, da bi, ne vem, karkoli v tej smeri počel, če delo poteka tako, kot mora. Ne, sploh ne, moj način dela ni tak. Seveda, rad pa imam dobro organiziranost, delavnost, da stvari tečejo, da se stvari odvijajo, da je delo opravljeno in mislim, da so tudi zaposleni prepoznali moj odnos in moram pohvaliti zaposlene sodelavke in sodelavce. Pridni so, delajo, skupaj resničujemo načrte za prihodnost, tako da sem tudi na njih zelo ponosen. Je pa tudi res, da smo malo kadrovsko podhranjeni in na tem segmentu bomo v prihodnje še delali, moramo narediti. Nenazadnje so aktivnosti malo hitreje zastavljene in področje dela se malo hitreje se skupaj odvija. Pač mogoče imamo malo drugo energijo in poskušamo stvari čim prej izpeljati in seveda ob tem je vse bolj dela, pa tudi razširili smo aktivnosti na številna področja, tako da se vsi skupaj trudimo in kot sem rekel, sem hvaležen tudi vsem zaposlenim na občini Šoštanj. Gledalke in gledalci, treba je pa nekaj priznati. Zvečer, recimo, ko se vse umiri, ko se dan umiri in ko ima človek nekaj časa, pa gre na Facebook profil občine Šoštanj, takrat izve čisto vse, kaj se dogaja. Ste ena izmed, je treba priznati, gospodu župan, najbolj aktivnih občin v Sloveniji, ki res redno sproti objavlja, kaj se dogaja. Ja, že ko sem v predvolilni kampanji oziroma ko sem kandidiral, je bil eden od ciljev tudi, ki smo si ga zadali z ekipo, da bojo občanke in občani bolj obveščeni o tem, kaj se dogaja v tem našem prostoru. In to nalogo izpolnjujemo preko raznih medijev, seveda tudi socialna omrežja so tista, ki so ljudem zdaj najbolj blizu, pa tudi ostalega in te zadeve še bomo tudi nadgradili. Nenazadnje je prav, da so ljudje obveščeni, vse, kar se dogaja, da imajo informacije, živimo in delamo za ljudi in vse, kar počnemo, je prav, da so ljudje o tem seznanjeni. Večje investicije, ki potekajo zdaj? Ja, največja investicija je ta, ki smo jo tudi podedovali, začela se v prejšnjem mandatu, to je izgradnja nove garažne hiše. Ta hiša bo seveda dodana vrednost temu našemu prostoru, vrednost investicije skoraj 3,50 milijona evrov. Visoka vrednost, seveda je pa tudi hiša izjemno lepo narejena, po zamislih projektanta, res na visokem nivoju, uporabna in to je trenutno največja investicija v naši občini Šoštanj in verjamem, da bomo vsi skupaj začutili, da je to izjemna pridobitev za našo občino. Koliko je parkirnih mest? Zdaj nekako mestno središče je zaprto.
Tako je, občina je v preteklosti šla v umirjen promet in tudi takrat si je pa zadala to nalogo, da bo izvedla nekako to investicijo v garažno hišo, da bo ljudje lahko parkirali, predvsem ti, ki stanujejo ob glavnem trgu in pa vsi tisti, ki tudi prihajajo v našo lepo občino. 114 parkirnih mest, parkirna mesta za invalide, tudi za električna vozila, v 3 nadstropjih. Garažna hiša je res lepa, je res uporabna. Seveda ob sami investiciji tako veliki so tudi težave, veliko je bilo težav, veliko je bilo usklajevanja, ampak kljub vsemu sem hvaležen podjetju Esoteh, nadzoru komunalno podjetje Velenje, projektantu Matico in vsem, ki so pri tej gradnji sodelovali. Nenazadnje smo tudi iskali veliko kompromisov in zdaj ta projekt je zaključen, uporabno dovoljenje je tukaj in seveda tudi uporaba. Smo se pa odločili, da bomo to garažno hišo namenili 2 meseca brezplačno in pa potem začnemo z plačljivo varianto od 1. decembra naprej. Tudi to bo nek doprinos občankam in občanom, da jo najprej malo sprobajo, potem pa seveda verjamem, da jo bojo zelo dobro uporabljali. Kdo jo lahko potem uporablja? Zdaj to je zelo dobra gesta, 2 meseca brezplačno parkiranje. Ja, garažno hišo bojo lahko uporabljali vse občanke in občani po potrebi. Tako kot uporabljajo zdaj garažno hišo Pilon, zdaj imamo Šoštano 2 garažni hiši. Cena je poenotena, v glavnem vsi tisti, ki bojo imeli abonma letni in pa seveda vsi tisti, ki prihajajo k nam na obiske, na nakupe, muzej ostiarstva pogledati, vse znamenitosti, na dogodke številne, tako da verjamem, da bo služila svojemu namenu. Kako je šolstvom v vaši občini pa vrtcem? Ja, imamo krasen nov vrtec, poln otrok in seveda tudi šolo. Letos je v šoli največ otrok, preko 860. Šola poka po šivih, je pa šola tudi ena velika zadeva oziroma ena velika investicija, ki nas čaka v prihodnje. Šolo moramo dograditi, obnoviti, energetsko sanirati. To je pa tudi največja investicija, ki nas čaka v začetek prihodnje leto. Ampak tako je, za šolo, za prostor moramo poskrbeti za mlade, da imajo ustrezne prostore. Malo me skrbi finančna konstrukcija, nenazadnje je projektantska ocena preko 12 milijonov evrov, tako da se intenzivno dogovarjamo, kako zapreti to konstrukcijo, ob dejstvu, da drugo leto začnemo z obnovo. Se pravi prihodnje leto, kdaj naj bi bila končana obnova? Obnova bo najverjetneje v 3 fazah, tako da do konec 2026 se predvideva konec obnove. Seveda je še kar nekaj neznank, ampak že to leto bomo startali z razpisom, da bomo potem tudi videli, kakšna bo končna vrednost. In pa seveda želimo si, da uskladimo vse, kar je potrebno. Nenazadnje bo kar nekaj prilagajanja glede pouka in vsega, ampak naša usmeritev je, da pač, ko je konec tega šolskega leta, se začnejo počitnice, se začne tudi gradnja in obnova. Zdravstvo v občini? Moram reči, da je zdravstvo na visokem nivoju, da sem zelo ponosen na vse, ki delujejo v zdravstvu v naši občini. Nenazadnje sem v tem mandatu že priredil za njih sprejem za zdravnike, zdravstvene delavce, zobozdravnike, da imamo urejeno, tudi zato se trudimo in sem vesel. Občanke in občani si to zaslužijo, imamo lep, uporaben zdravstveni dom. Poskrbeli smo za zadostno število zdravnic in zdravnikov, tako da mislim, da imamo ta del zelo lepo urejen, da so zadovoljne občanke in občani z temi uslugami. Nenazadnje pa je tudi naša odgovorna naloga, da poskrbimo za to in sem vsem zdravstvenim delavkam in delavcem, ki delujejo v zdravstveni postaji Šoštanj, izjemno hvaležen. Župan občine Šoštanj, gospod Boris Goličnik, kako sodelujete s podjetji? Če tukaj omeniva Termoelektrarno Šoštanj, Premogovnik Velenje, komunalno podjetje Velenje, namreč Šaleška dolina je pred velikimi okoljskimi izzivi. Drži. Jaz moram reči, da je naše sodelovanje izjemno dobro.
da se je zelo izboljšalo iz preteklosti. So bila tudi obdobja, ko ni bilo sodelovanja, ko se tako Termoelektrarna Šoštanj in tudi premogovnik nista v dovoljšni meri zavedala družbene odgovornosti, ampak moram reči, da zdaj je sodelovanje izjemno dobro, da tudi v načrtih za prihodnje se pogovarjamo, se usklajujemo. Predvsem pa tudi jaz sem bil zaposlen skoraj 30 let v Termoelektrarni Šoštanj. Sem tudi zelo ponosen na moje bivše sodelavke in sodelavce. Nenazadnje se je to izkazalo tudi v tej katastrofi, v poplavah so zbrali sredstva, zbrali pripomočke, TEŠ je doniral sredstva, premogovnik je doniral sredstva. Tako da je sodelovanje odlično in verjamem, da bo tudi v prihodnje tako. Šaleško dolino, kot sva rekla, čaka preobrazba, ne? Kako jo vi vidite? Eno je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja, seveda drugo je pa prestrukturiranje cele premogovne regije. Izjemno zahtevno obdobje je pred nami, tega se zelo zavedam, je pa dejstvo tudi, da bomo to obdobje nekako uspešno zaključili, če bomo sodelovali, če bojo naši odnosi iskreni, če se bomo pogovarjali, usklajevali, tako kot smo začrtali in tako kot zdaj počnemo. In sem prepričan, da ne bo v tem obdobju nič slabega, pravzaprav je to naš izziv in da bomo po zaključku tega obdobja vsi skupaj si dali roke in rekli, bili smo uspešni, uspešni smo bili pa zato, ker smo znali stopiti skupaj in ker smo znali sodelovati. Na to temo velikokrat sestankujete tudi recimo z županom mestne občine Velenje, Petrom Dermolom, tudi z njim sta konec koncev dobra prijatelja že iz časov službe v Termoelektrarni Šoštanj. Drži, ja, Peter je odličen župan, generacijsko smo povezana, nenazadnje smo bila sodelavca, nenazadnje je bil Peter tudi moj direktor nekaj časa. Oba poznama to okolje, oba poznama tudi, kako deluje gospodarstvo tukaj. In ja, veliko se pogovarjamo, veliko smo skupaj, povezani smo, sodelujemo in tako je tudi prav. Menim, da je izredno dober župan Peter in smo tukaj si kar v nekaterih pogledih, pa večina pogledov enotna. Nenazadnje je pa obema isti cilj razvoj in napredek naše celotne doline. Pa vseeno imate občutek, da je ljudi strah mogoče te preobrazbe Šaleške doline? Se velikokrat obračajo na vas, potrkajo na vrata, kaj jih najbolj zanima? Seveda, zdaj dejstvo je, da največja težava je cena ogrevanja v naši dolini. S tem se zdaj soočamo, to je velik problem, glede tudi na to, predvsem vidim težavo za starejše občanke in občane, nenazadnje imajo zelo nizke pokojnine in je strošek precej narastel. O tem se veliko pogovarjamo, je pa dejstvo, da je preobrazba tudi namenjena temu, da bo strošek manjši, pa da se nekako vsi skupaj tudi navadimo tega, da moramo kot družba narediti tudi veliko na prihrankih. Nenazadnje drži, da smo kot dolina imeli najcenejše ogrevanje, da mogoče tudi zato nismo nekako se ravnali odgovorno, kar se tiče prihrankov, kar se tiče toplotnih izgub. Bom rekel, čisto operativno smo verjetno raje včasih odprli okno, kot pa zaprli ventil in tu bomo mogli veliko narediti kot občani sami, seveda tudi veliko bomo mogli narediti samo tehnologijo, preobrazbo in verjamem, da vse to, kar počnemo, zdaj počnemo zato, da bi vsem skupaj bilo lepše in lažje. Gledalke in gledalci, vemo, kakšno poletje smo letos imeli. Žal, poplave in neurja. In vse to je veliko škode, žal, naredilo tudi v vaši občini, občini Šoštanj. Se spomnite izjave, ne? Večkrat to ponoviva, ko ste prišli z dopusta, ko smo vas intervjuvali, kakšna škoda se je zgodila v občini Šoštanj, kaj ste takrat dejali? Ja, zelo se spomnim, večkrat se spomnim na to. Dejal sem, da sem vesel, da je bilo tokrat prizanešeno naši občini, ki je v preteklosti bila velikrat zelo škodovana, razne poplave, plazovi, požari, vse skupaj. In ja, se velikokrat spomnim, ampak že zvečer je bilo drugače.
Kaj se je vse dogajalo v vaši občini? Kakšna je škoda? Koliko je bilo teh intervencij, plazov? Ves čas ste bili vpeti na terenu. Ja, drži. Že julija smo utrpeli škodo v vetrolomu dvakrat, seveda pa največjo škodo pa potem septembra ob teh katastrofalnih poplavah, ob tem močnem deževju, nalivih. Ja, veliko škode. Nenazadnje naša občina je zelo velika, razvejena, kar 95,6 kvadratnih kilometrov, je zelo hribovita. To nas je seveda stalo, teren je bil razmočen, namočen. Če sem bil zelo zadovoljen in vesel, da smo imeli v preteklosti izredno dobro urejeno infrastrukturo in sem bil vesel, da bomo lahko zdaj vlagali tudi še v druga področja, se zdaj vračamo nazaj, ne? Ampak sem prepričan, da bomo škodo s skupnimi močmi sanirali. Sem pa izjemno ponosen na to, da smo znali stopiti skupaj in smo od začetka te hude katastrofe, ki je prizadela celotno Slovenijo, večina, ne samo našo občino, izjemno veliko naredili, pomagali, bili na terenu. Bom rekel, da smo bili operativni in tukaj se pa mogoče izkaže tudi tista operativno delovanje in pa praksa, ki smo se jo naučili vsi skupaj, ki smo v preteklosti ali pa delujemo v sistemu zaščite in reševanja. Takoj se je izpostavil nekako štab civilne zaščite, gasilci, vsi pripadniki, ves čas ste spremljali celotno dogajanje, ne? Tako je, mi smo takoj izpostavili krizni štab, spremljali smo dogajanje. Hvaležen sem vsem gasilkam, gasilcem, civilni zaščiti, koncesionarjem, seveda tudi vsem lokalnim gradbincem, s katerimi so stopili skupaj. In mi smo v tem intervencijskem času naredili res ogromno. Tudi sam sem bil prisoten ves čas na terenu, koordiniral delo. Tukaj moram izraziti tudi hvaležnost in pohvalo poveljniku civilne zaščite občine Petru Radoju, ki je bil ves čas na terenu, seveda podžupanu in pa celotni ekipi, sodelavkam in sodelavcem. Res smo znali stopiti skupaj, pomagali. Predvsem pa je pomembno, da smo vsem, ki jih je doletela nesreča, dali vedeti, da nihče ni ostal sam. Prve ocene te škode, zdaj popis je končan. Tako drži, popis je končan. Interventni stroški presegajo 3 milijone evrov, 3 milijone 200. Sama ocena škode pa je bila na koncu 32,3 milijone evrov, kar je ogromno, to sta dva proračuna občine Šoštanj. Ampak s tem se moramo soočiti. Mi intenzivno pripravljamo projekte za sanacijo. Dela na terenu je ogromno, sproti odpravljamo tudi posledice. Bi se pa tu zahvalil tudi vladi Republike Slovenije za operativno ukrepanje. Nenazadnje smo škodo, ki je bila povrnjena v mesecu juliju, dobili že povrnjeno in pa seveda zdaj obljubljeno tudi to, da dobimo povrnjene intervencijske stroške, da dobimo naprej plačanih 40% stroškov za sredstev za sanacijo. Veliko smo imeli sestankov, usklajevanj na terenu, tako da sem hvaležen in kolikor se vse napovedi uresničijo, potem verjamem, da se ni treba bati za prihodnje, da bomo, sicer odpravljanje bo trajalo vrsto let, ampak da bomo lahko odpravili vse to in pomagali predvsem našim občankam in občanom in pa vzpostavili so infrastrukturo v prvotno stanje. Ima pa že od nekdaj občina Šoštanj velike težave s plazovi. Ja, kot sem omenil, je izredno hribovita, tak je ta naš prostor, izredno velika. V preteklosti je bilo veliko plazov saniranih. Če povem, zdaj v tej nesreči se je sprožilo preko 300 plazov, že imamo evidentiranih 236 je takih, ki bomo morali sanirati. Seveda preko 170 objektov je bilo poplavljenih, škoda je res velika, ampak
kljub vsemu me navdaja optimizem, da bomo s skupnimi močmi tudi to odpravili in pa seveda pomagali vsem, ki so bili prizadeti. Tukaj so se zelo lepo in srčno spet odzvali vaši občani in občanke. V gasilski dom so prinašali tudi dobrote za vse tiste, ki so pomagali. Karitas, Rdeči križ, posameznik, vsak je bil dobrodošel. Ja, drži. Tudi mi smo takoj aktivirali podračun, na katerega smo zbirali donacijska sredstva. Preko 42 tisoč evrov smo zbrali, ki jih bomo zdaj razdelili med občanke in občane. In pa seveda vsa druga pomoč, odzvala se je Termoelektrarna Šoštanj, premogovnik, lokalni podjetniki. Kot sem rekel, stopili smo skupaj ob zavedanju, da moramo pomagati in vsa ta družbena solidarnost, ki se je zdaj izkazala, me navdaja z optimizmom in sem vsem skupaj za to izredno hvaležen, hkrati pa tudi ponosen, da živimo in delamo v taki družbi. Treba je priznati, župan občine Šoštanj, gospod Boris Goličnik, da vi ste človek akcije, ne? To se vedno znova izkaže. Recimo, če izpostaviva Velunjo, ljudje so vas takrat klicali, prosili za pomoč. Takoj ste stopili v kontakt tudi županom mestne občine Slovenj Gradec. Kakšni so zdaj dogovori? Ja, drži, sej, ko je nesreča, ni mej, ni občinskih mej, ni ostalih mej. Ljudem je treba pač priskočiti na pomoč. Seveda, vsak se pa znajde po svoje. Mogoče tisti, ki skozi delujemo v tem sistemu, malo lažje, ker poznamo zadeve, nekateri malo težje. Ampak sploh ni pomembno. Pomembno je, da pomagamo. Sej veliko stvari se potem doreče, skorigira, kakorkoli. In še enkrat povem, da sem izredno ponosen, da smo dali ljudem zavedanje, da nesreče niso sami, da smo pomagali, ja, tudi v območju Velunje, mejimo z mestno občino Slovenj Gradec. Zelo sem vesel zahvale župana Tilna, s katerim zelo dobro sodelujemo. Tudi zdaj glih načrtujemo skupen obisk tega predela, da določene stvari dogovorimo, da se še dogovorimo, kako bomo skupaj pomagali. Tako kot sem rekel, če sodelujemo, potem ničesar ni pretežko in pa seveda ob tem pa lahko povem, da tudi z vsemi občani sosednjih občin zelo dobro sodelujemo, da smo nekako kot ena velika družina in da na tak način zelo lepo delati. Ko sva ravno pri gasilcih, so dobili v avgustu nekaj novega, ne? Novo gasilsko vozilo. Ja, drži. PGD Šoštanj mesto, gasilke in gasilci so prevzeli novo gasilsko vozilo GVC1, velika pridobitev za, bom rekel, naše društvo, še vedno sem član tega društva, ponosen na to. Ja, in tudi ta pridobitev bo v takšnih in podobnih nesrečah ogromno pripomogla k temu, da bo odpravljanje posledic čim lažje. Seveda si pa tudi vsi operativni gasilci zaslužijo, da imajo opremo, ustrezno opremo, dobro opremo, s katero posredujejo, so tako tudi bolj varni. Pa kot sem že nedavno ali pa v prevzemu omenil, če imamo gasilci tako opremo, tudi nekako bolj potolaženi tisti doma, ki nas čakajo, da pridemo iz intervencije, vejo, da z dobro opremo posredujemo, da smo bolj varni zaradi tega. Seveda je pa tudi to zelo pomembno za boljšo varnost vseh občank in občanov. Ker vem, da znate zelo dobro opisati to vozilo, kakšno je, čemu služi? V bistvu to je vozilo s cisterno, z vodo, poleg tega pa za vso tehnično opremo, za vsa področja reševanja. To je eno najbolj opremljenih vozil, s katerim se lahko posreduje v skoraj vseh nesrečah in je izjemna pridobitev za boljšo varnost občank in občanov. Bi pa tu izrazil tudi hvaležnost. To vozilo smo načrtovali že v prejšnjem mandatu, prejšnjemu vodstvu občine Šoštanj, ko sem bil še občinski gasilski poveljnik, za podporo, za posluh. Se pa zahvaljujem tudi Termoelektrarni Šoštanj, ki je prispevala 50 tisoč evrov za to vozilo in pa vsem ostalim donatorjem. Lepo je in tudi tukaj, ko stopimo skupaj, se da marsikaj narediti. Zagotovo je pa to izjemna pridobitev za boljšo varnost vseh občank in občanov. Zelo ponosni ste tudi na vaše prostovoljke in prostovoljce. Veliko jih je v vaši občini Šoštanj in novost, Prostofer. Kaj to pomeni za starejše občane, ki morda ne morejo več sami voziti avtomobila ali pa potrebujejo kakršnokoli pomoč?
Ja, drži. Na ta projekt sem pa res izjemno ponosen. Kot sem že omenil, je tudi skrb za starejše ena prioritetnih naših nalog in tudi mora biti naša odgovorna naloga. Imamo veliko število starejših, občina je razvejena, povsod ni javnega prometa. Nekateri upokojenci so z zelo nizkimi pokojninami, težko si tudi privoščijo karkoli in zdaj smo šli v ta projekt Prostofer, se pravi, da zagotavljamo brezplačen prevoz starejšim občankam in občanom, tisti, ki ne morejo, ki rabijo prevoz, da lahko grejo po tistih najbolj nujnih opravkih do zdravnika, v trgovino, na banko, na pokopališče. Pač nekako, da jim pomagamo, da jih naredimo bolj mobilne, da jih bolj socialno vključimo. In sem na ta projekt zelo ponosen in sem prepričan, da bo to izjemna dodana vrednost temu našemu prostoru. Vesel sem pa tudi odziva. Že takoj po pozivu mislim, da se je javilo 10 prostovoljcev, ki bojo te prevoze izvajali. Mi smo zagotovili vozilo, nekaj sredstev za to, tako da ja, sem vesel in jaz mislim, da je to izjemna pridobitev za našo občino. Lepo vozilo, a ne električno, pa tudi na cestah ga bomo videli od 30. septembra dalje. Ste pa za vse te prostovoljce pripravili tudi izobraževanje? Ja, drži, skladno s tem programom smo pripravili izobraževanje. Prav je pa tudi, da se vsi ti prostovoljci čutijo pomembne, ne nazadnje so pomembni. Tudi smo jim dali lepe majčke, jih opremili, izobraževanje. To, kar pač mora biti, tako kot že rečeno, s 30. septembrom na praznik občine Šoštanj začne ta Prostofer delovati, se začnejo prevozi. Vozilo je pa tudi lepo, električno, trajnostno naravnano, tako kot tudi naša usmeritev. Tako da, ja, velika dodana vrednost. Verjamete, da se bo dobro prijelo med občankami in občani? Zagotovo se bo dobro prijelo. Gledalke in gledalci, kot ste slišali v oddaji Župan z vami, zelo malo je potrebno v našem življenju, če gledamo seveda z pravega zornega kota, da smo srečni. In če se samo spomnimo, župan Boris Goličnik, zdaj kot novi župan ste prinesli eno novost. Sprejemi za upokojence, pa za novorojenčke, pa za gospodarstvenike. Na tem sprejemu upokojencev, kako so bili oni srečni, zadovoljni, kako so blesteli, vi ste se nekako poenotili z njimi, znate ceniti njihov doprinos vaši občini? Ja, pa niso bili srečni samo oni, tudi sam sem bil zelo srečen. Kot sem že rekel, takrat sem se tega dogodka še posebej veselil. Tudi zaradi mojega spoštljivega odnosa in zavedanja, kaj so starejši tej družbi dali vsem nam in je prav tako. In to je bil eden lepših dogodkov v mojem življenju in s tem bomo nadaljevali in to srečanje bo vsako leto. To sem obljubil tudi v času volitev in to izpolnjujem. Ne nazadnje pa, ne vem, bi se mogli vprašati, kakšni smo kot družba, če ne namenimo enega dneva vsem tem starejšim, ki so seveda, kot sem že rekel, nam omogočili, da zdaj lahko delamo. To pomeni spoštovanje, to pomeni odnos, to pomeni pa pol tudi veliko pozitivne energije, dobre volje in ja, bilo je iskreno, bilo je srčno, bilo je izredno lepo. Kaj so vam dejali na tem sprejemu upokojenci? Ja, jaz moram reči, da čutim izjemno zadovoljstvo in izjemno hvaležnost teh upokojenk in upokojencev. Veliko pohval slišim, veliko sporočil sem dobil, veliko zahval sem dobil. Tako da ja, jim je pomembno, da se čutijo pomembni v tem prostoru in prav je, da jim damo to vedeti. In ja, to je bil eden lepših dogodkov v mojem življenju. Zdaj, slišali smo, kako je bilo na sprejemu pri upokojencih, potem pa tukaj že novorojenčki. Kar nekaj se jih je odzvalo vašemu povabilu in dali ste jim tudi eno lepo darilo. Ja, drži, tudi za novorejence smo naredili sprejem. Če so pomembni upokojenci, seveda so
pomembni tudi tisti, ki za nami prihajajo. Vesel sem, da imamo veliko otrok, veliko novorojencev. Občina Šoštanj namenja za vsakega novorojenca 400 evrov. To je novost zdaj. Tako z letošnjim letom je 400 evrov in pa seveda ta sprejem, s katerim dajemo tudi posebno pozornost. Otroci so naša prihodnost, za njih moramo skrbeti. Kot župan seveda sem izjemno vesel vsakega naraščaja v naši občini in tudi ta sprejem je bil zelo lep, prisrčen, odziv je bil zelo pozitiven in tudi s tem bomo v prihodnje nadaljevali. Gospodarstveniki, tudi zanje ste pripravili sprejem? Ja, tudi zanje. Tudi tukaj je pomembno zavedanje, da je gospodarstvo gonilna sila razvoja, napredka našega prostora, da moramo biti povezani, da moramo sodelovati, da mora tudi lokalna skupnost dajati podporo gospodarstvu, podjetništvu in tudi s tem namenom smo organizirali to srečanje, da se pogovorimo, podružimo. Nenazadnje so tudi na tem področju pred nami številni in veliki izzivi in je prav, da se nekako vsaj enkrat letno srečamo formalno in neformalno in se pogovorimo, pa tudi ob tem, da se tudi gospodarstveniki zavedajo, kako pomembni so za ta naš prostor, se pa seveda tudi sam kot župan tega zelo zavedam. Nenazadnje, če bomo imeli uspešno gospodarstvo, bojo tudi vse ostale družbene aktivnosti funkcionirale in lepo živele. V tem delu oddaje pa se dotaknemo tudi kulture, ki je zelo razvejana v občini Šoštanj. Ponosni ste na Kajuhovo leto? Ja, drži. Če je bilo lansko leto Kajuhovo leto razglašeno na lokalnem nivoju, je letos razglašeno na državnem nivoju, na to smo zelo ponosni. Zelo sem ponosen tudi kot župan na številne dogodke, ki so bili organizirani v ta namen. Proslava v Cankarjevem domu, kjer je sodeloval tudi naš pevski zbor, izjemno lep dogodek. Potem državna proslava v naši občini, tudi izjemen dogodek, res sem vesel. Vesel sem pa tudi to, da smo nekako dali vedeti družbi in pa mladim, da so mladi prepoznali izjemen pomen vsega ustvarjanja Karla Destovnika Kajuha. Nenazadnje je žal zelo mlad umrl, ampak v vsej tej njegovi mladosti je pa naredil izjemno veliko in smo v občini Šoštanj na to zelo ponosni. Radi prebirate njegova dela? Tudi se spomnim v šoli, ko smo se jih učili. Ja, nekako so to dela, bom rekel, večne mladosti. Rad jih prebiram in tudi nekako najdem v teh pesmih domoljubje, ki je pa tudi zame izjemno pomembna vrednota. V današnji oddaji Župan z vami predstavljamo delovanje in aktivnosti občine Šoštanj. Veliko ste že o kulturi povedali, treba pa je priznati, Mestna galerija Šoštanj je pa tudi en tak dober prepoznavni znak vaše občine, ogromno teh razstav. Milojka B. Komprej daje tudi nekako prednost domačim, lokalnim umetnikom, bomo rekli. Zdaj, kar zadeva kulture in športa, se na tem področju obetajo kakšne spremembe glede kakšnega zavoda? Ja, drži. Mi smo si zadali nalogo, da bomo ustanovili nov zavod, Zavod za kulturo, šport, turizem in mlade, ki bo vsa ta področja pokrival. Zdaj imamo pa samo Zavod za kulturo, ki izredno odlično deluje, kot ste omenila, številne razstave. Tako da želimo sistemsko pokriti vsa ta področja, ki so družbeno izjemno pomembna in prepričan sem, da bo tudi ta zavod izjemna pridobitev za našo občino. Seveda pa si želim tudi, da nobeno področje nekako ne pustimo na strani in da bojo res vsa ta področja sistemsko urejeno in dovolj pokrita in prepričan sem, da bomo s tem zavodom to uredili. Kdaj bo ugledal luč sveta? Predvidevamo naslednje leto. Seveda je to kar nekaj dela nas čaka. Zdaj Zavod za kulturo vodi Milojka B. Komprej, izjemno aktivna, prizadevna, tudi njej sem izredno hvaležen za vso delo, ki ga opravlja. Nenazadnje pa vsaka
stvar ali sprememba rabi določen čas, se želimo zelo dobro na to pripraviti. Smo pa obiskali že nekaj občin, ki imajo to tako urejeno, tako da nabiramo pozitivne in dobre izkušnje od drugje in sem prepričan, da bomo na tem področju uspešni. Ko ste omenili šport, imeli ste tudi razglasitev najboljših športnikov v občini? Ja, drži, po večjih letih in sem zelo vesel, da zdaj je zopet začela delovati Športna zveza Šoštanj, tako kot že tudi v preteklosti. Vmes je pač bilo določeno obdobje, ko stvari niso bile takšne, kot morajo biti, ampak zdaj sem pa res zelo vesel in tudi sem vesel prireditve Športnik leta. Nenazadnje imamo področje športa tudi zelo dobro pokrito, ponosni smo na naše športnike, imamo izjemne klube, predvsem klube, ki včlanjujejo številne mlade in sem zelo vesel in tudi v nadalje bo občina Šoštanj vse te klube in dejavnosti podpirala. In še ena investicija se obeta na področju športa. Ravno pred dnevi ste podpisali pogodbo. Ja, drži. Podpisali smo pogodbo za izgradnjo novega velikega nogometnega igrišča z umetno travo. Že nekaj časa je pripravljen projekt Športni park Vila Široko in tudi to igrišče je en del tega projekta. Odločili smo se, da gremo izgradnjo, nenazadnje nogometni klub Šoštanj odlično deluje, imajo preko 150 otrok in zaslužijo si to. Smo pa bili uspešni tudi na razpisih Fundacije za šport, Nogometna zveza Slovenije in pa Ministrstvo za gospodarstvo, tako da smo skoraj 200 tisoč evrov pridobili in smo se potem pač odločili, da gremo v to investicijo, ki bo izjemna pridobitev za občino, predvsem pa seveda za mlade. Veliko se dogaja v občini Šoštanj, če omenimo to poletje, Prifarski muzikanti so bili, pa razstava Andreja Šifrerja ob njegovi obletnici, pa še en čudovit čarobni dogodek Prižig lučk. Ja, drži, Prižig lučk, že kar tradicionalno tukaj na tem čudovitem jezeru. Prižig lučk spomin na potopljeno vas Drožmerje. Tukaj bi se zahvalil zakoncema Heindl, ki vsako leto poskrbita za izdelavo teh lučk, potem tudi Zavodu za kulturo in vsem, ki so pri tem sodelovali, Turistično-olepševalnemu društvu Šoštanj. To je en lep dogodek, ki ima svoj čar, nenazadnje ima tudi svetloba svoj čar, to pomeni prihodnost, svetlo prihodnost. Prav je pa tudi, da s tem dogodkom nekako dajemo zavedanje, da je bila tukaj vas Drožmerje, ki se je morala potopiti za energetsko oskrbo in neodvisnost Slovenije, da se vsi skupaj zavedamo in to zavedanje prenašamo tudi na mlajše generacije. Seveda je pa to en čudovit dogodek, s katerim bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Moja osebna želja, da bi to postala neka šoštanjska noč tukaj na tem prostoru in verjamem, da v prihodnje enkrat se bo to tudi zgodilo. Ogromno je tudi posameznikov pa društev, ki zelo dobro delujejo v vaši občini. Drži. Smo občina številnih društev, klubov, organizacij. Sem kot župan na to izredno ponosen, nenazadnje tudi sam celo življenje delujem v različnih klubih. Vem, kaj pomeni to, če je tudi občinska uprava, če je župan, če je vodstvo občine temu naklonjen, spodbuja to. In ja, odlično delujoča vsa društva, številnimi prireditvami, aktivnostmi, rad jih obiščem, rad se udeležim, vsega žal ne morem, ker je tega res ogromno, ampak vse, kar organizirajo, kar pripravljajo, je izjemno uspešno. Predvsem pa me veseli dejstvo, da skrbijo za podmladek, da imajo v teh društvih, klubih veliko mladih, kar je pa za družbo našo izjemnega pomena. Povejte, župan, kako vam uspeva to medgeneracijsko sodelovanje nekako povezati? Je težko? Pa ni težko. Jaz mislim, da če je pravo spoštovanje, pol ni težko. Jaz, kot sem že rekel, sem ponosen in vesel, da sem tako vzgojen, da spoštujem starejše, da dajem priložnost mladim. V tem prostoru moramo pač biti povezani, moramo skupaj sobivati, moramo skupaj živeti. Osnova je pa medsebojno spoštovanje. Če imamo to, potem nič ni težko, potem so stvari zelo enostavne. In ja, se spomnim, ko sem 2002 leta postal predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj, sem bil eden najmlajših predsednikov takrat, bolj kot ne v celotni državi.
in takrat sem tudi od starejših dobil parkrat očitek, da zdaj pa so mladi, zdaj pa tek ne bo nič, zdaj pa bo vse šlo narobe. Tega sem se vedno spominjal, ampak vse, kar sem počel v spoštovanju do starejših. Nenazadnje so starejši tisti, ki si zaslužijo naše spoštovanje, njihove izkušnje in modrost, iz njih se moramo učiti, seveda pa moramo dajati priložnost mladim. Če vse skupaj povežemo, pol je pa to ta prava pot in energija za lepo prihodnost. Gledalke in gledalci, občina Šoštanj praznuje svoj občinski praznik 30. septembra in na predvečer 29. septembra v Kulturnem domu Šoštanj pripravljate tudi slavnostno sejo s podelitvijo občinskih priznanj. Pa vas bom tako vprašala, veliko je posameznikov, ki si zaslužijo to priznanje. Je bila težka odločitev? Ja, zdaj odločitev je potem težka. Razveseljuje pa dejstvo, da imamo vsako leto veliko predlogov. Tudi sam sem bil v preteklih letih član komisije za priznanje in odlikovanja in je lepo videti, ko pride veliko predlogov. To pa pomeni, da imamo veliko aktivnih občank in občanov, društev, klubov, organizacij, ki pridno delajo v tem našem prostoru in tudi letos je bilo tako. Letos pa je tudi še dodatna teža tej proslavi. Razpisano je bilo priznanje za častnega občana in tudi to bo podeljeno. Letos celo 2 častna občana in sem temu izjemno vesel. Častni občan občine Šoštanj postane naš pesnik Karel Destovnik Kajuh in pa seveda naš bivši župan, ki si absolutno ta naziv zasluži in sem zelo ponosen, da bom lahko to predal tako za našega pesnika in pa seveda tudi v roke našemu prejšnjemu županu, spoštovanemu Darku Menihu. Ostalih nagrajencev ne bova zdaj razkrila še, ampak vseeno bomo rekli iskrene čestitke in vse dobro naprej v življenju. Gospodu župan, zdaj, kakšne so pa vaše želje glede občine Šoštanj v prihodnje, pa tudi vaše osebne želje? Kaj pričakujete? Kaj si želite? Pa v bistvu si želim, da smo vsi čim bolj zdravi, da sodelujemo, da se vsi skupaj trudimo za to, da bi v tem prostoru čim lepše in čim boljše živeli. Predvsem pa si želim, to kar večkrat poudarim, da imamo vsi skupaj eno in podobno mišljenje, da vse, kar v tem prostoru počnemo zato, da bo prihodnost naših otrok čim lepša. In če se tukaj poenotimo, pa če pozabimo na osebne interese, potem sem prepričan, da bomo zelo uspešni. In sam vse, kar delam in počnem za lepo prihodnost, tako mojih kot ostalih otrok. In če bomo to počeli skupaj, potem se nam za lepo prihodnost res ni potrebno bati. Kot ste rekli, danes velikokrat imate človeške vrednote in verjamem, da s tem duhom nadaljujete tudi v prihodnje. Povejte iskreno, se znate čisto sprostiti, pozabiti na delo, ko greste na dopust, recimo, kaj vam daje nek zagon, energijo, v čem uživate, ko imate čas kot Boris Goličnik, ne kot župan? Pa ja, osebno imam tudi veliko hobijev, sicer je res časa zdaj malo manj, me razveseli in sprosti vse, kar dobrega naredim v tem prostoru. Predvsem pa seveda se najlepše počutim v krogu moje družine, objem moje Janje, moje Julije, moje Zale, to polni baterije in to je največ vredno. Seveda so tudi druge zadeve, rad sem tudi v družbi, rad se poveselim, rad sem med prijatelji. Radi zapojete, zaigrate? Ja, tudi kitara je eden od mojih hobijev, rad tudi zapojem. Tukaj pri srečanju z upokojenci smo skupaj zapeli z ansamblom, res je bilo prijetno. Dobra volja in če je človek dobra volja, potem je vse možno. Ko ste omenili hobije, recimo kaj? Hobijev je veliko, ampak kot sem rekel, je kitara, je pesem, potem tudi rad grem na kolo. Zdaj predvsem rad grem s kolesom okrog po naši občini in se ogleda, kaj se dogaja,
kako poteka investicije, kje je kje za postoriti. Seveda pa tudi druženje, še vedno so hobi moji gasilke in gasilci, druženje v gasilskem društvu. Veliko je teh stvari, no. Malo za hec in malo za res. Ste rekli, 1 uro morava govoriti o oddaji Župan z vami. A je hitro minilo? A že mimo? Ja, kako ste se počutili? To je bila prva oddaja Župan z vami. Ja, prijetno, no, hitro je minilo. Sej stvari je veliko za povedati, veliko stvari se dogaja. Prijetno, no, tako da, ja, se bom še udeležil, ko bom povabljen. Z velikim veseljem. Gledalke in gledalci, spremljali ste oddajo Župan z vami. Gostili smo župana občine Šoštanj, Borisa Goličnika. Lepa hvala, ker ste si vzeli dragoceni čas tudi za naše gledalke in gledalce, za našo oddajo. Ostanite srčni in bodite človek z veliko začetnico. Glede na to, da je pred vami tudi občinski praznik, pa še poslanica in hvala lepa za danes. Hvala lepa. Spoštovane občanke in občani, ob občinskem prazniku občine Šoštanj vam iskreno čestitam. Iskreno čestitam tudi vsem mojim sodelavkam, sodelavcem, svetnicam in svetnikom občinskega sveta občine Šoštanj in vsem, ki se skupaj trudimo, da bi bilo življenje vseh nas v tem prostoru čim lepše. Verjamem, da bomo s skupnim sodelovanjem, s povezanostjo, z spoštovanjem naredili za vse nas, ki tukaj radi delamo, ustvarjamo in živimo, še veliko dobrega. Obenem pa izkoriščam priliko in se ob tej priložnosti iskreno in iz srca zahvaljujem vsem, ki smo znali v pretekli nesreči, pretekli mesec, ko so nas doletele hude poplave in vse ostalo, stopiti skupaj in pomagati. Hvala, drage moje gasilke in gasilci. Hvala sodelavke in sodelavci, hvala bivše sodelavke in sodelavci Termoelektrarne Šoštanj, koncesionarji, hvala vsi lokalni gradbinci, civilna zaščita in vsi, s katerimi smo res stopili skupaj in pomagali. Pomagali tako, da so vsi, ki jih je doletela nesreča, občutili, da v tej nesreči niso sami. Veliko smo naredili skupaj, veliko še bomo. Kot skupnost smo stopili skupaj in vsi skupaj pokazali izjemen zgled solidarnosti. Na to sem ponosen in na to sem vsem skupaj iskreno in iz srca hvaležen. Hvala vsem skupaj in iskrene čestitke v prazniku.